sliko pojmujem kot objekt in me znotraj slikarstva zanima odnos med slikarstvom in kiparstvom in se igram nekje z mejo med tema dvema pojmoma. Izhajam iz tega minimalizma in mi je to pomembno, da se gesta na slikarski površini ne vidi. In to ni toliko iz tega, da bi jaz želela, da je površina perfektna, ampak bolj da nočem, da je na površini kajkoli, kar zmoti gledalčevo pozornost. In da tudi, ker v samih slikah kot objekt nočejo imeti reference na nič izven tega, kar so. In zato mi je pomembno, da se ne vidi, da sem jih jaz delala. Oziroma, da so ročno delane, čeprav je tu dosti plasti barve s čopičem. To je miks različnih tehnik. Skrivnost je v tem, da je potrebno zelo dosti slojev, zelo razredčene barve nanesti na površino, da potem izgine platno in izgine pol na koncu tudi čopič. Prva faza je zmeraj digitalna skica, kjer pa poskušam biti čim bolj spontana. Torej, se ne zanašam na nobene matematične formule ali druge modele, čeprav je moj jezik geometrija. In ko ustvarjam, potem poskušam nekako, je v bistvu produkcija skic nekam v drugem planu. Torej, jaz si ponavadi dam kak podcast ali neke stvari, ki jih gledam na računalniku in je moj fokus, primarni fokus je zmeraj nekje drugje, ne pri teh skicah ali slikah. In to mi je pomembno zato, ker ne maram tega občutka, da je slikarstvo kot delo. In mi je tudi pomembno, da nekako pridem v ta flow state in da vse te oblike prihajajo spontano, sploh ne vem točno od kod. Skice nastajajo tudi v več fazah. Najprej se posvečam zgolj formi in tole risbo dodajam šele v tako imenovani drugi fazi. Čeprav meni je tam tudi pomembno, da delam to zelo spontano. In mislim, da ta občutek, da so precizno, da je točno na določenem mestu, to je vse verjetno res. Jaz to čisto po občutku določam, kje mora biti ta črta, ampak enkrat, ko je določena, ko imam občutek, da to je to, potem pa jo več ne smem premakniti, ker se kompozicija podre. V preteklosti sem res uporabljala zgolj ravne črte, vodoravne, ravne črte. V zadnjem času me pa v bistvu vedno bolj zanima ta kontrast med zelo izčiščeno minimalno geometrijo in potem dati nek element, ki je bolj prostoročno realizirala. Kot material večinoma uporabljam vezano ploščo, na katero pol kaširam platno. In ta tradicija lesa je za mene zelo, jaz izhajam iz družine, kjer oče, stric, dedek, vsi so bili mizarji in večina teh slik še zmeraj nastaja v njihovi delavnici. Tam si pripravim te
forme. In mi je to ročno delo tudi en izziv. In pri vsaki sliki ko izbiram, katero formo bi pol realizirala kot sliko, me tudi dostikrat privlači, ali je na tej formi nekaj, kar še nisem nikoli prej naredila. Vedno mora slika imeti nek problem, ki ga pol skušam rešiti. V zadnjem času pa probam tudi eksperimentirati z drugimi materiali. Eden teh so te kompozitne plošče ali aluminij, ki je v bistvu k meni prišel kot eno, tako sem jih dobila, kot to je bil odpad iz ene tovarne. In ker je tisto je pač bil drugačen material in je zahteval drugačen pristop. Pravzaprav sem se s tem materialom prvič srečala na eni likovni koloniji na Madžarskem v Kecskemét. In to je kolonija, kjer več ali manj gostijo kiparje, ampak tisto leto so tudi nekaj slikarjev povabili in jaz sem bila ena od njih. In potem smo se mogli znajti v tistem okolju. In tam sem pravzaprav prvič začela obliti te forme, ker pravzaprav so tiste slike nastajale kot kolaži, zelo nepredvidljivo. To so bili različni odpadni kosi, ki sem jaz pol naredila iz njih neko formo, da bi bilo čim manj odpada, in potem sem jih zlagala v neke kompozicije. In iz tiste serije je zdaj ta mentaliteta nekega rezanja in skladanja prešla tudi na tako imenovana slikarska dela. Zato so zdaj mogoče moje najnovejša dela dosti bolj, kako se temu reče, razvejana. Niso tako kompaktne forme, da niso več toliko zaprte, ampak imajo luknje, imajo nekaj visi iz njih, vrezane so not in tako. In me pravzaprav za prihodnost zanima, da bi to slikarsko polje še bolj razčlenila. Ne vem razložiti, kako in zakaj se je zgodil ta premik, ker v teh stvareh, ko ustvarjam, ne razmišljam. Probam vedno biti v nekem trenutku in izhajam zmeraj iz sebe, iz nekih verjetno stvari, ki jih vidim ali me podzavestno se nekje zalepijo v mene, tako da ena razlika pa je v mojem ustvarjanju tudi ta, ki je verjetno privedla do teh zaobljenih form, ta, da sem v preteklosti dostikrat izhajala iz nekih formatov ali form, ki sem jih tako našla in jih nisem dalje več dosti modificirala. Torej, če sem našla nek kos lesa v delavnici, sem odrezala mogoče en rob, ki je bil poškodovan in skušala kot nek arheolog najti, katera risba ali kaj paše na to formo, ki sem jo našla najboljše. Torej, moje vodilo je zmeraj bilo v prvi vrsti neko 2D površino spremeniti v 3D objekt, na drugi ravni pa, da se oblika, barva in risba stapljajo tako, da jih nočeš ali ne moreš več ločiti eno od druge. Z naslovom razstave Sled tišine sem nekako hotela poudariti to, da razstavljena dela se nekako hočejo ogniti temu
neposrednosti ali spektaklu. In prosijo gledalca, da naj se ustavi za trenutek in v tišini proba srečati delo, nasproti katerega stoji. In mislim, da tudi dela so taka, da zahtevajo en določen čas, da jih sprejmeš ali nekaj takega. Ena dela sicer na žalost spominjajo na neke znane forme, ampak to je zgolj slučaj, ni bil namen. Včasih mene tudi preseneti, ko dam sliko na steno in ugotovim, da to me pa na nekaj spominja, ne. In so primeri, ko slike pol ravno zaradi tega ne nadaljujem, ker se temu res želim ogniti, da na karkoli spominjam. Včasih jo pa vseeno obdržim formo, ker mi je pomemben ta mogoče humor ali karkoli ostane v njej.